En prisrčen pozdrav. Gremo v živo preko Facebooka in na tej Zoom konferenci, v kateri se bo dalo z mano tudi polemizirati. Facebook pa mogoče kvečemu kakšna replika, vprašanje, ampak bolj se bomo osredotočili na to Zoom konferenco. Kje je predavanje? Skratka, že dalj časa me mori tole moralno razsojanje. Zdi se mi, da če bi imel več volje ali pa nekih spodbud, ker zdaj sem bolj samoiniciativen v celi zgodbi, če bi imel več volje, bi obdelal teorijo moralnega razsojanja. Ampak zdaj pa tale Zoom tehnologija, aplikacija tako napredovala, da se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi ravno preko Zooma to temo obdelal in začel bom kar in medias res. Lahko bi delal neke uvode, češ korona kriza nam je zagodla, zdaj ne morem več osveščati ljudi na teh mojih odrskih komedijah, duokomedijah, ki so satirične, tudi zelo poučne. 3 mesece že nisem nič imel na odru v živo. Se mi pa obeta, tako naj vam namignem, če vam je tole, kar jaz govorim, blizu, dajte si pogledati, če bom kje v vaši bližini vašega kraja. Vem, da bom na obali, vem, da v Prekmurje, Lendava me nekaj čaka, verjetno tudi Ljubljana. Spet bom prišel na oder z razočarano gospodinjo pri seksologu. Danes pa bom naredil uvod v to teorijo moralnega razsojanja, psihoanalitično interpretacijo skozi film. Film The Book of Eli, knjiga odrešitve. Brata Hughes sta to posnela leta 2010, elitna igralska zasedba, Denzel Washington je v glavni vlogi in mene knjiga oziroma The Book of Eli, knjiga odrešitve, film fasciniral, jaz sem to 3-krat gledal. Ampak v Sloveniji pa ta film ni nekako, ko naj rečem, priljubljen, ker propagira Boga na nek način. Oziroma ta tudi Eli mu lahko rečemo, ta Denzel Washington, prenaša Biblijo, se pravi neke božje zapovedi, božji nauk na zahod, v San Francisco. Tam. Na podoben način nosi neko sporočilo, kot je Bog Jahve, kaj je že tale, nisem glih doma v religiji oziroma v krščanski mitologiji. Bog pa je vendarle, vem, Mojzesu napisal božje zapovedi oziroma neko Biblijo, sporočila na nekih kamnitih ploščah in mu to predal in on je potem dal to ljudstvu, izraelskemu ljudstvu in je bil nek mesaja, nek odrešenik. In zato tudi ta knjiga odrešitve ima velike stične točke z Mojzesovim pristopom k ozaveščanju ljudstva. No, ta knjiga je bila posneta 2010 v Meksiku. Dogaja se pa 30 let od, recimo 2 leta, od leta 2010 v prihodnosti, po postapokaliptičnem času. Se pravi, bila ni definirana, je bila neka atomska katastrofa, ne vem, kak COVID usekal virus. Bistvo pa je, da je družba takratnega časa, tam, kaj bom rekel, okrog leta 2040-50, bila v kolapsu, sama anarhija, kaos. Potem se je pa tam ustvaril pa nek etični geto na enem otoku, mislim, da je Alcatrazu, ki je zdaj zapor. Tam se je getoizirala neka skupina ljudi in zaživela civilizirano življenje. Ampak so imeli problem, ker ljudje tistega časa, večinoma ti mladi,
so živeli kot vojne sirote, brez staršev, psihoanalitično rečeno niso razrešili Oedipovega kompleksa, kar pomeni, da moralnega kompasa, to je bistvo mojega predavanja, namreč moralnega kompasa niso ponotranili v nezavedni Nadjas. Edin plonk cegelc, edino vodilo, edin kompas njihovega pristopa k življenju, obnašanja v družbi, je bila ta knjiga Odrešitve, Biblija, Sveto pismo. To je zadnji izvod na zemlji, kot se je to izkazalo tam v filmu, je Denzel Washington, glavni igralec, prenašal iz neke puščave, skozi vse Scile in Karibe, vso anarhijo, kaos, kriminalce, preko partegnjence, ki jih je v tem filmu malo morje, kaotična družba je, dominirajo agresivci, moški, ženske so tam za užitke, tam ni nekih dominantnih žensk. Tako bi se zgodilo, če bi apokalipsa doletela našo družbo. No, in to zadnjo knjigo je želel, vedel je, bil je pameten, ampak pokvarjen kot kvargel, bi se reklo v naših časih. Tudi antijunak, nasprotnik Denzela Washingtona, ki vse skozi cel film išče to knjigo. Kje bi dobil knjigo in nosijo mu tisti podrepniki, vse te knjige, razne, ampak on išče samo eno knjigo. Žena njegova, s katero je zelo grdo ravnal, je bila slepa in potem v končni fazi pa to knjigo zadnjo od Denzela Washingtona, ki ga je skušal tudi ubiti, in smrtno ranjen se je privlekel v ta Alcatraz, v to moralni geto, ranjen, ampak brez knjige, ker se je naučil knjigo na pamet. Originalna knjiga, ki pa prišla v roke bad guyju, je bila pa v Braillovi pisavi. Ta žena je znala Braillovo pisalo, ampak mu jo ni dala, zato ker bi ta bad guy izkoristil to knjigo po načelu, tudi sam v filmu pove, da je knjiga weapon, orožje, Bertolt Brecht je rekel, knjiga je orožje, vzemi ga v roke. Ampak v tem kontekstu, v filmu, je bila pa ta knjiga orožje na sprevržen način. Z znanjem oborožen človek, znanje pa načeloma dobiš v knjigah, ok, tudi po internetu zdaj, z znanjem oborožen človek je nepremagljiv. Zato je knjiga orožje. Ampak v tej knjigi je bilo pa to sporočeno na dvoumen način, v smislu, da se ljudje lahko, torej, kdor ima to knjigo v roki, okoristi s to knjigo in zmanipulira množico in misleč, da ubogajo Boga, ker bistvo te knjige je Bog, ki kaže, kako se je treba ravnati, namesto, da bi, torej, misleč, da ubogajo Boga, so ubogali nekega samodržca, bad guyja. Ampak bistvo je pa vseeno, knjiga vseh knjig, Biblija in snovalci te paradigme, da je Biblija sveta, stvar so verniki, so krščanski ljudje in zaradi tega ta film ni doživel v Sloveniji neke odmevnosti. Moje mnenje je pa, da je to v resnici pa kulten film, ampak zaradi druge stvari, ki jo bom pa poskušal pa jaz predstaviti v tem predavanju, v tej konferenci. Namreč, jaz sem svoj cajt 2011-2012, potem tudi 2015 sesuval družinski zakonik kot levičar, To je bil smrtni greh, tako rekoč, ker levičarji so paketno bili za posvojitve istospolne partnerske skupnosti. Moja kampanja proti družinskemu zakoniku, takrat 2011-2012, se je glasila za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Ker v istospolni partnerski skupnosti otrok ne more dostojno razrešiti Oedipov kompleks, kar pomeni, da bo moralni kompas imel spodletelo naseljen v svoje psihične strukture, v svoj nezavedni
nadjaz. Ne? To je bilo moje bistvo in tako sem tudi razpravljal in to je bil moj adut. Ker sem v tem paketu, še bolj v letu 2015, povedal, da problem legebitrovcev, tudi feministk, pa gejev, predvsem gejev, ni v tem, da so spolno usmerjeni napačno, če se tako izrazi. Ne? Se pravi, v paketu spodletelega Oedipa tudi ponovadi pride homoseksualna spolna usmeritev. Ampak ni problem, če je nekdo gej. Problem je, da so moralni standardi v njegovem nezavednem nadjazu spodleteli, pokvarjeni. Ne? Problem gejev je moralna pokvarjenost, ne to, da so geji. Ne? In kot ideološka združba, tem LGBT, ti geji v podpori lezbik znajo zelo nemoralno pristopati k družbi. Moralnega kompasa nimajo, ker niso ponotranili pač, ne govorim zdaj tabuja na cest, ampak moralnih norm, očetov ne, pri njih ni zalegel na tak način, kot bi moral, da se bi moralni kompas ponotranil na ustrezen način. No, in jaz sem tako razpravljal tudi na vseh teh okroglih mizah, soočenih v državnem zboru na raznih komisijah. No, in potem sem bil povabljen tudi v škofijsko gimnazijo, kjer je bila neka okrogla miza in tam so prišli neki legebitrovci smetiti. No, jaz sem pa rekel, evo, to je eklatanten dokaz, ne? Če ti priješ na okroglo mizo, ne moreš se suvati z skakanjem v besedo, z upitjem sredi okrogle mize, ker to je necivilizirano, to ni po bontonu, to je nekulturno. In pristopi gejev k sesuvanju tistih, ki mislimo, da otrok rabi očeta pa mamo, njihovi pristopi so pokvarjeni. Ne? Tamle dol pri občini upravni enoti sem jaz zbiral podpise. In ko sem se jaz umaknil, so te lokalni geji prišli, ki se me tako respektirajo. Ne, so prišli in tiste kolegice, bile so pa nune, so jih pa žalili, spotikali, na nek način se delali norca iz njih, ne, ker so moralno pokvarjeni. Ne. Jaz se spomnim enega geja, ki je ponaredil, tak je spotikal, ne, ponaredil srednješolsko spričevalo zato, da je lahko prišel v Slovensko vojsko. Čistko navede zelo v redu, ampak Oedipov kompleks je imel popolnoma demoliran, zato je postal gej. Ampak ni problem, da je bil gej, on je bil še moralno pokvarjen. Ne, ampak samo v kontekstih, ki jih je skrbno skrival. On ni vsem povedal, da je ponaredil spričevalo, ampak on ga je ponaredil zato, da je lahko šel v Slovensko vojsko. To normalen človek nikoli ne bi naredil. No, na tej okrogli mizi na škofijski gimnaziji sem jaz, rekel, en segment mojega ekspozeja tam bil, moje razprave, da jaz ne rabim Boga, da bi vedel, kaj je moralno prav. Da bi vedel, kaj je moralno prav. Ne rabim Boga. Ko so to slišali, sem jaz videl, potem za nazaj zanaliziral, da ta snemana okrogla miza nikoli ne bo šla v eter na YouTube, tako kot je bilo takrat v navadi, ampak da bo to, mislim, od muke niso vedeli tisti duhovniki ali pa učiteljsko to osebje, kaj bi zdaj z mano naredili. Jaz kot levičar sem tam bil in sem trdil, otrok mora biti mora imeti očeta in mamo. In tam so bile tam Metka Zevnik, ne vem kdo, Princ, pa jaz sem pa rekel, jaz ne rabim Boga zato, da bi čutil, kaj je moralno prav, ker sem pravilno razrešil Oedipov kompleks z moškim očetom in žensko mamo, nežno, avtoritativnim očetom in jaz čutim, tako vzad, v nezavednem, kaj je prav. Ne rabim Birgle, ki se reče Biblija, ne rabim ustave, zakonov, nič ne rabim, zato ker vem, kaj je moralno prav. To je zdaj bistvo sporočilo, poanta mojega predavanja.
In takrat je malo završalo in tiste emancipiranke, ki so se ločile. Sem rekel, da tudi ločene družine, kjer je ženska ima tam oblast nad svojim sinom, tam ob sredah, pa vsak tretji vikend, pa pride še malo hočku tam, ne, po ločitve. In tiste učiteljice tam so se kar ob tla metale, ne. Češ, jaz pa lepo vzgajam svojega sina, ne. Ne moreš ga lepo vzgajati, zato ker sin vsakodnevno nima očeta, ki bi mu ponotranil v nezavedni nadjaz prepoved, ne smeš. Ne. Zdaj grem pa jaz pa k bistvu tega mojega spletnega predavanja. Namreč psihoanaliza. Tole imam recimo Sigmund Freud, metapsihološki spisi, tole na strani sem si pa še enkrat šel počrtati. 334, to je izdaja z leta 87. Suzana Tratnik mi je to zrihtala, ime mi je Damjan. Tolo knjigo, sem neizmerno hvaležen, bi rekel, pisateljica, ne, lezbika, sošolka moja, ne, in to mi je zrihtala, kon te gej lezbike, te imajo vsi službo, tam je bila v neki studium humanitatis zaposlena in mi je tole zrihtala, en zadnjih izvodov takrat. No in tukaj piše, sicer piše, govoril je v teh psiholoških spisih Freud o ideal jazu, ne, ideal jaz je torej dedič Oedipovega kompleksa. In potem naprej, ne? Ta ideal jaz je v resnici nadjaz. Nadjaz je dedič pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa. Če je Oedipov kompleks napačno razrešen, je nadjaz okrnjen. Moralno razsojanje je okrnjeno. Kaj zdaj to pomeni, če je nadjaz okrnjen ali pa če ni okrnjen? Namreč to oedipalno sceno povezano s kastracijo moram razložiti. Govorim pa o dečku, ker edino dečkovo oziroma pozneje moško moralno razsojanje ima možnost, da doseže najvišjo stopnjo moralnega razsojanja, ki se mu reče po Kohlbergu postkonvencionalno moralno razsojanje. Otroci imajo neke predkonvencionalno moralno razsojanje, ker načelo ugodja premaga vse te imperative, kaj je prav, ne, starševske prepovedi, ne, jaz bi si želim, da mi liziko, ne. Tam on je predkonvencionalno moralno razsojen, ne. Nekaj naredi, ampak večino pa načelo ugodja zmaga, načelo realnosti pa tisto, joj, če ne bom priden, jih bom dobil, ne. In jih mora dobiti, ne, zato mora biti vzgojne klofute dovoljene, za kar sem se tudi prizadeval v tem družinskem zakoniku, prvem in drugem. Ljudje niso kužili, kaj pomeni vzgojna klofuta pri dečku. Deklico se ne sme fizično kaznovati, dečka se pa mora oziroma se ga sme. Ampak ne iz nekega principa sadističnega užitka, ampak to oče je tisti, ki mora kaznovati očeta. Če tudi vzgojno klofuto, ne pa s psihičnim najedanjem, to mame znajo. Fotar ga mora v red spraviti. No, deček je v enem trenutku deležen očetovega ne smeš. Ne smeš. Kaj že ne smeš? Ja, želeti si mamica. To je temeljna, osnovna, infantilna prepoved. Ne smem se polulati, ne smem se pokakati v hlače, v plenice. Ne smem jokati. Ne smeš si želeti mamice. To je temeljna prepoved, ki je povezana s tabujem incesta, ne. Na moškim se naše, jaz nimam hčera, ampak hčere se ti ne dopadajo v seksualnem smislu. Mama se ti ne more dopaditi v seksualnem smislu. Sestra, imam sestro. Ko sem bil jaz v vojski, ki je prišla k meni na opisk, to so vojaki noreli od tega, ki so jo videli, ker je bila tam nek 8. razred, je bila dobra mrha, ne, wow. Jaz nisem videl kot lepa, zato ker sem ponotranil tabu incesta. Se pravi, v enem obdobju, po 3, 4, 5, 6 letih se ta Oedipov kompleks dogaja, se dogaja tudi kastracija. Ideja, bom kastriran, če si želim mamice, ne, ker sem soočen z anatomijo genitalij nasprotnega spola, deklice so necele, tam kastracijski nič, odrezane so tako rekoč, te odriti, trtice pa kje do popka skoraj so preklane, ne, nič ni, tam za dečka je deklica brez spolnih organov.
ne ve niti kako lula, ne ve ne za vagino, ne za klitoris. Ve sam, da je tam nič. Ne, ker to enkrat to vidi, ali pa kako to stoje, sede, čepe, lulajo, ne, lulček tam ga ni. Imajo tam neko šišiko, luliko, s katero lulajo, ne vejo, dečki, kako, ampak dobijo pa predstavo, ne, da se njim da lulčka odrezati. Ne. In ta predstava je ključna, ker se povezuje z mogočnim kastratorjem, ki pa je oče. Ne. Če si jaz želim mojo mamico in očetovo ženo, ne, oče pa mamica skrb spita, če si jaz to želim, kaj se zgodi? Ja, kastracija se mi zgodi. Ne. In ta groza, da se meni zgodi kastracija, ko si jaz nekaj želim, ne, v trenutku, ko si jaz želim, sem kastriran. Ne. In to paradigmo, ki jo deklica nima, deček potlači. To paradigmo deček potlači. Če si želim nekaj, kar si ne smem želeti, sledi kastracija. Bom ne cel, odrezanega lulčka bom dobil, ne? Oziroma bom ob lulčka, postal bom deklica, ne cel, kastriran. Ne? In to paradigmo ponotrani v nezavedni fundament Nadja za v bios. Bios vsakega posnejšega moralnega razsojanja. In tega deklica nima, ker deklica je pa nekastratibilna. Deklica je ne cela, je že odrezana, nekdo je pa mama, meni to odrezal, mami si bila ti. Ne? Kdo je meni to odrezal, ker lulček tam, jaz sem ga verjetno imela, zdaj pa nimam nič. Ne? Deklica sicer ne ve za vagino, ve pa, da ima tam neki klitoris, nek se pa žgečka je pa luši, ne? To je nekaj mehkega je tam, pol fingreta, pol nohta, mezinčka. Ne? In deklica nima kastracijske groze, kastracijskega straha, tesnobe, da če si bo nekaj prepovedano želela, nekaj, kar si ne sme želeti, naprimer očeta, ne, oči, ti sem s tabo poročila, jaz sem od mamice, mami bo stara pa grda, pa umrla bo, ne, jaz sem s tabo poročila, 3-letnica tako razmišlja, marsikatera. Ampak ugotovi, da je oče od mamice, ne, in tudi spostavi tabu in cesta, tudi, ampak kastracijske groze, ne smem si želeti očeta, če ne mi bo mama kaj naredila, kaj mi bo naredila, kaj mi bo tam ko luliko zašila, kaj. Ker tudi deklica ve, da tam obstaja nek organ več, ki ga ima oče, jaz pa mamica tega nimama, ne, in deklicina želja po otroku se napaja po Freudu, iz želje po očetovem penisu, ne, strogo teoretsko, kvantna psihoanaliza je to, ne. Ne se s tem obremenjevati, ker v zavest to ne pride. Ampak tudi deklica ve, da oče ima lulčka, in ko spozna, da ima organ več, kot jaz pa mamica, preide iz prvega objekta želje na očeta, na drugi objekt želje. Ampak ko dela fundament za poznejše moralne razsojanje, nima kastracijske bojazni, nima groze, njo ni groza, da če si bo želela očeta, da bo konc sveta, ne, da bo kastrirana, ker je nekastratibilna. Se pa samosmili, ker nima lulčka. Ne, ona poznajo, posneti so video, spoti, ko deklica prvič vidi pri bracu, ko ga domov prineso, da on med nogami nima šišike, nima lulike, ampak te ima kos mesa. Nek mezinček pa še neke jajčke, kaj tist, ne. In deklica postane hendikepirana, ne? Se samo smili. In so poznejšo moralno razsojanje, ki navidez popolnoma podobno moškemu moralnemu razsojanju, je v resnici v fundamentu navezano na samosmiljenje. Ženske so bolj sočutne in ko moralno razsojajo, v bistvu so kontaminirane s svojo necelostjo, s svojim samosmiljenjem in se drugi ljudje smilijo. Ne? Moški ukrepa po moralnem notranjem kompasu, tako da sprejme neko odločitev v povezavi z nečem, ženska pa tudi sprejme neko odločitev, ampak ne zato, ker bi to moralno čutila, da je to prav, ampak se večinoma zaradi svojega sočutja identificira z neko žrtvijo neke krivice. Ne? Deček ima pa kastracijsko bojazen, tisto, ki prihaja v paketu, v odraslosti. Ko je nekaj, kar si jaz ne smem želeti, ne? Ko je nekaj, tam 1 milijon, ko ga jaz lahko ukradem. Zakaj ga ne ukradem? Zato, ker to ni prav. Ne vem, ne laži, ne kradi.
vse to ve, da ni prav, ampak ne, se me ne bo noben videl, vse to pa na samo bom naredil, ni kamer, noben ne bo videl, ko bom jaz ukradel. Ali pa tam bom prijatelju babo nažgal, ne, se ona ne bo povedala, jaz pa tudi ne. Ej, človek božji, veste mora peč, ne, veste mora peč in pravi moški, ne bo nikoli. Prijatelju babo nažgal. Največja perverzija v smislu užitka ženske pa je, da se dol da stripam od najboljše prijateljice, te pa to v užitek, ne, ker se to napaja speljem mamici očeta, ne. Kastracijske bojazni, groze ni in to si sme želeti, moški si pa ne želi nategniti ženo najboljšemu prijatelju, nikoli, njemu se celo grda zdi, vzpostavi tabu in cesta, potem se celo zapletajo, ne, prijatelji reče, tako iskren sem let in povedal, tu grdo babok imaš pa ti, jo pa ne najdeš, ker zena lepa, najboljšemu prijatelju to reče, ne ve pa, da on grdo vidi, ker je ponotranju tabu in cesta, ne, kar pomeni, da ima zelo visoko stopnjo moralnega razsojanja, ne, in poljo tako zelo si jo ne sme želeti, da celo grdo jo vidi. Ženskam se to ne naredi, ker nima kastracijske bojazni. Torej moški, ko pride v situacijo, da si začne nekaj želeti, kar si ne bi smel želeti, je to sprožilec, ne, dober si zapomnite, to je sprožilec, ki mu zgane fundament moralnega razsojanja, ki se mu naselil v odebalni fazi, ko si ni smel želeti mamice, ker je mamica od očeta, ker če si želim jaz mamico na način, na kakršen si jo ne smem želeti, sledi kastracija. Groza, in ta groza predstavlja fundament poznejšega pečenja vesti, če nekaj ti ne narediš tako, nekaj, kar ne smeš narediti, ne. Ko pride do sprožilca, ne, zdaj pa jaz, ne vem, lagal, goljufal, ne, ti moraš imeti nelagoden občutek, veste, mora pečti. Pečete pa samo v tem primeru, če si bil ti deležen kastracijske bojazni, groze, kastracijske ideje, foter me bo kastriral, če si bom jaz želel mamico, ki si jo ne smem želeti. Ne, ta paradigma se aktivira, ko bi ti nekaj naredil, kar ne smeš. In pa imaš občutek, to pa ne bom naredil. Ne rabš ti Boga, ne, ker jaz občutka nimam, ko pa Bog prav ne laži, ne kradi, ne, to so božje zapovesti, ne, spoštuj očeta in mamo. Jaz ga spoštujem, ker to čutim, da je prav. Ne ubijaj, jaz ne ubijam zato, ker to ni prav, ne zato, ker ne smem, ker to Bog pravi. Ne kradi, ne laži, ne prešuštvuj, kaj še imajo, ne varaj, ne želi si žene svojega bližnjega, ne želi si imovine svojega bližnjega. Tukaj je tudi neko dedovanje, ne, pazi pri tem pohlepu po denarju. Ali pa teh 7 grehov smrtnih, ne, napuh, pohlep, pohota, jeza, požresnost, zavist, lenoba, ne, to so smrtni grehi, ki jih nekdo, ki je pravilno razrešil, govorimo o moškem, ki je pravilno razrešil Oedipov kompleks, 7 grehov ne rabi prebrati nikjer, ne rabi Biblije, ne rabi ustave, ne rabi zakonov. Tisti pa, in v tem filmu, The Book of Eli, otroci niso razrešili Oedipovega kompleksa, ker so bile vojne sirote, ker ni bilo staršev. Moralnega kompasa niso imeli in edino Biblija jim je dala smernice, ne. Če ni Biblije, pri ateistih pa tisti, ki niso imeli staršev, očeta, tudi ne verujejo v Boga, ne. Ampak vsem lahko pride do indoktrinacije in tega ponotraniš idejo, v Bibliji vse piše, kaj moram jaz ravnati, da se vklopim na kompatibilen način, nemoteče v družbo. Obstaja pa drug izhod, ne, nekateri, ki ne verjamejo v Boga, mnogo je takih, ti se pa držijo ne Biblije, ne, španska vas Biblija, ne hodijo k verouku, starši so ateisti, se pa držijo ustave in zakonov, ne, ustave in zakonov. Tu pa je nočna mora za nekatere, ne, ker jaz sem pa ponotranji moralni kompas, jaz pa sam vem, kaj je moralno prav, ne, in najbolj mene jebejo te policaji, ki se po noč ob 11 v nedelo postavijo kaj za en drevo in hop, prehitro ste pelali. Človek božji, jaz ne rabim znaka, da vem, koliko moram pelati. Znak je zabave pa za butle pokvarjene.
Jaz čutim, koliko lahko peljem, ker ni ponedeljek ob 2, kjer 300 ljudi na cesti, ampak je nedelja ob 11 zvečer, ki ni žive duše. Jaz peljem 70 čez naselje, hop, 300 evrov, pa 5 pik. Meni se meša, zato ker moje življenje temelji na nečem, kar jaz čutim, da je prav, pa čutim, da ni prav. Ne? In zdaj kot levičarju, meni ni prav, da te anarhisti tam stavkajo. Ali ko dela protestirajo, kolesarijo, se afnajo tam po tleh neki, se slačijo pred kulturnim ministrstvom. Meni se meša, ker vem, da to ni prav. To ni prav. In ni prav, da nekdo molze kravo, imenovano država, državni proračun. Jaz bi rad bil umetnik, pol tam serije po odru, po slikarskem platnu, ne vem, kaj vse dela in pol jaz sem pa umetnik. Kak si umetnik, kot dela 5 hudič, len. Ne? V to smer se da razmišljati, če imaš moralni kompas ponotranjen in si pripravljam svojim reči, ne se hecati s temi demonstracijami, ker zdaj je pa država v stiski, dajmo tega fotra te države, hudiča, kdorkoli je, Janša. Pustimo, da vlada, on ne bo zanalaš vlado slabo. Če nimaš neke brazgotine na duši v povezavi z Janšo, če ga ne črtiš, tako kot se nekoč črte očeta, pri kakem je nulu in to kot tu Zlatko Čordiču, ne, potem ne stavkaš, ampak spoštuješ vladne ukrepe. Zato sem jaz cel cajt teh 3 mesece proti tem, da se zdaj vlada spotika. Ne, ti pankrti, pankrti z malo pisano, anarhisti, te nimajo občutka za moralno razsojanje. Te pristajajo na kaos, na anarhijo. Te recimo v športu goljufajo. To ne vejo, kaj je to fair play. Politični fair play je, da bi se Janšo, desno-sredinsko vlado, pustilo naj vladati vsaj 100 dni, pa se pa meč ob tla. Pa kolesarite protestniško, ampak 100 dni mu dajte mir. In politična opozicija, te so popolnoma avzglajzali, iztirili, Kordiš partija, to je popolnoma moralna, odsotnost moralnega razsojanja. In potem še enega Počivalška, tako rekoč levičarja, on je zelo lev človek, ker izhaja mama iz legla komunistov, iz Trbovlj, tam gor v Gaberskem je bila doma babica, Franska Unetič, partizanka. In tale Počivalšek, malo zato, ker SMC-ja ne bi bilo več, malo pa tudi zato, ker če mi ne sestavimo vlade, bomo imeli Lombardijo. Janša je sestavi, če mu gremo mi asistirati. In Pivčeva in SMC. In so naredili nekaj, zdaj, ali je to plemenito modro dejanje vredno aplauza, ali je to povezano z nekimi koristmi. Ne? Še 2 let bomo mi vlekli to vlado, denarčke, poslanske, pol nas pa ni več. Ali pa bomo, sej, če si ti pri koritu, tako ne veš, kaj bo s tabo, ker si racionaliziraš, da bomo mi tako dobri, da pridemo v naslednjo vlado spet, ali pa v parlament. Skratka, sestavlja se tole vlada, če se ne bi sestavila, bi vse hudič vzel, bi imeli Lombardijo ali pa Španijo, ker je tale, ki ga jaz svoj cajt nisem kritiziral. Šarec, dal rep med noge, pa pustil državo. To moralno odgovoren človek ne naredi. Zdaj, kako je z njegovo moralno razsodnostjo, je vprašanje. Jaz svoj cajt sem ga branil, kritiziral sem njegove grehe, povezane s svobodo govora, pa povezane s tem, da bi opozicijske medije nehal financirati strani, ali pa zauzemajo se je, da se ga ne financira strani nekih sponzorjev teh medijev, Nova 24, Demokracija, tudi moj faktor, to pa ni moralno prav. Tukaj je bil njegov zdrs, to sem kritiziral, nisem ga pa kar paketno zmeral s Serpentinškom. Ampak zdaj pa dela pa take neumnosti, da zdaj si pa zasluži Šarec kritiko. Počivalšek pa, ki je zagotovil te maske, zaščitno opremo in mogoče je kdo kaj zaslužil. Popolnoma neplanirano po mojem videnju. Moje videnje je pač tako,
da njega ni zanimal tam en Ivan Gale, ki se boji lastne sence, ki se je podpisoval pod neke akte, ne? Bil tam pod nekimi akti, kjer je bilo nekih 14 milijonov ali koliko. Njega ni zanimal zdaj, ali je po paragrafih, ali je bil ravni razpis, ali ga ni bilo. On je vedel, da bistvena stvar je, da narod dobi zaščitno opremo, oziroma ne narod, medicinsko osebje. Ne? To je bistveno. Kjere zakone je zdaj treba kršiti, kjere odloke, te kršimo. Kršimo te odloke, ker je bistveno, moralno prav je, da pomagamo narod zdravniškem osebju. Ne? Temu se reče postkonvencionalno moralno razsodje in tega je bil pripravljen, ali pa to je Počivalšek naredil. V interpelaciji, ko sem jaz tisto poslušal, nisem mogel poslušati. To se mi je dvigalo, to bruhu. Ker po tistega enega Pavšiča, kaj že. Sem to poslušal, to nisem mogel verjeti, ker je lahko človek tako pokvarjen. Ne, vem, da ima neke osebnostne pa psihične momente, ki mu spotikajo še tisti ščepec moralne razsodnosti, ki jo premore, ampak tudi neki oč Pečečnik, pa tam še en privatnik, v njeni tarči, tretji tarči, tam ki je bila, so ga nažigavali, pa tam neke birokratinje, rekla, so se kršili neki zakoni. Joc Pečečnik je kršil zakone tako, da je Kitajcem ukradil tisto robo. Ne? Sprav, kršil je moralne standarde, oziroma ne moralne standarde. Neke zakone je kršil, ne je v kredit in zrihtal preko reda zaščitno opremo. Kipel od sreče, da je nekaj za svojo državo, svoj narod naredil. Pride v tarčo, tam pa škafi gnojnice po njem. Pa to človek ne more prebaviti, kaj so mu delali Pečečnikov. Jaz ga nimam nekje v nekih oblakih. Pa bi zelo rad, da tisti bežigrajski stadion pošlihta, pa ko je tisti Interblok postavil na noge, prišel v prvo ligo, pa tako naprej, se mi je zdelo super, da je investiral v fuzbol, ker malo sem bil sebičen, ker imam jaz 2 sinova, ali pa sem jih imel, sta bila oba dva v vrhunski nogomet vpeta. Zdaj je eden puško koruzo vrgo, en se pa še matra. Sam se ne piše glih nogometno, se piše vodeb. Ampak tega Pečečnika se je tako polivalo z gnojnico. Človek je pa nekaj naredil, kar je moralno prav. Ne? Kljub temu, da tam na področju tudi te alfa samci, tudi Počivalšek, vsi tisti, za katere menim, da imajo nek osnovni moralni kompas ponotranjen, jih mogoče nekje zvije v kakšnih pohotnih kontekstih. Ampak, ko dajo na vago, ali bomo kršili neke mini odloke tam, javni razpis, ne boga, reče Počivalšek, ne. Kaj bomo pa naredili? Ja, tole bomo naredili. Ja, to ni po predpisih. Ko jebe predpisa zdaj? Ko jebe predpisa, če mi rešujemo narod? To lahko naredi samo moški, ženska birokratka, to ne more narediti. Moški, ki ima postkonvencionalno moralno razsodje. In pri Počivalški sem jaz to opazil in ga podpiram. Zdaj jaz sem rekel, da nikoli ne gremo v politiko, ne? Zdaj pa šel iz principa in to v SMC. Ne? Ker v desnico ne morem jeti ne vem, NOB-ja. Zlivanja gnojnice po teh prosocialističnih dogodkih, ki so se dogajali nam, slovenski družbi ali jugoslovanski družbi. Smo peljali socializem sam po sebi ni tako grešna stvar, kot se je kot greh apliciralo. Ne? Izvedbeni del socializma je šel v maloro. Ampak ne moramo zdaj same ideje pa marksizma na tak način sesuvati, kot to dela levica ali desnica, pa blatiti partizane, pa poveličevati domobrance, to meni ni blizu. Ne? Zdaj, če bi desnica nehala to tematizirati, sem takoj pri desnici. Dokler pa to tematizira, sem pa apolitičen. Oziroma, srce imam na levi, pišem z desno, volim desne stranke zadnje 3-4 leta, desne kandidate. Imam pa za levičarje. In me je sram, kako ta levica nastala, tako rekoč Luka Mesec izvoljen bil prvič v Trbovljah. Kako smeti po družbi, kako ustoličuje kaos, brez moralne razsodnosti, kako se zavzema za anarhičnost. Anarhist je tisti, ki ne spoštuje vladarja, ki je simbol očeta. Gre za predojdi palce,
ki nimajo osnovnih norm ponotranjenih. In jaz sem za to, da se mora družba organizirati po enih načelih, principih, po moralnih gabaritih, znotraj nekih moralnih standardov se moramo mi obnašati in ne moramo v času korona krize, ko se držimo vsi ukrepov, ko smo v karanteni, smo doma, zaprti, preplašeni in tam pridejo oni anarhisti in grejo kolesariti, stavkati, črtijo Janšo, ker črtijo svojega očeta, nek negativni transfer se tukaj zgodi, nimajo veta v povezavi z moralnim kategoričnim imperativom in zmaga tam anarhičnost. Jaz ne morem simpatizirati s temi levimi strankami, ki simpatizirajo z anarhizmom, s kaosom, stihijskim blatenjem desnosredinske vlade. Ne morem. Zato, ker čutim, da to ni moralno prav. Sesuvanje Janše v tem trenutku ali pa desnosredinske vlade je moralno zavrženo dejanje. Jaz vem, da imam čut za moralno razsojanje. Ampak mene ne skrbijo Kordiš, Luka Mesec, pa te Violete, Tomič, pa Makarovička, to babe tako in tako nimajo moralne razsodnosti. Veste, Ojdip, to v sodstvu žensk ne bi smelo biti. Na vodilnih položajih žensk ne bi smelo biti. Zato, ker ona, ko sklepa neke odločitve v biosu, nima datotek, ki jo bi moralno naglihavale. Ona se drži kot pijanec plota, ne zna tam, ki je treba zamižati na eno oko, ampak razsoja po enih svojih občutkih, ki so kontaminirane s sočutjem. To ženske non-stop počno. Potem so vse posod same direktorice. Če mi to pogledamo, koliko je to direktoric po Sloveniji, knjižnice, CSD, centri za socialno delo, ali ko so tele zavodi za brezposličarje, same babe. Same babe. Po pomembnih sistemih same babe. Pa še kvote. Pa ti pa pride te ovce ali kure brez glave v parlament. To ti smetijo. Ni da ni, ne? Ampak ok, pustimo zdaj te ženske. Problematični so te intelektualci. 75 intelektualcev je podpisalo peticijo proti koncipiranju desno-sredinske vlade. Ne? Tam je groza, ne? Zdaj nekdo, ki bi naj imel postkonvencionalno moralno razsojanje, tem je Vinko Möderndorfer. Jani Möderndorfer, to ni, da ga razumeš, ne? Ampak jaz ga razumem, ker vem, kakšno družino je imel. Kako je on zaznamovan. Ampak tam Vinko Möderndorfer, o katerem nisem razmišljal, da bi bil moralno pokvarjen. Ampak kako je pa tam on spečan z eno žensko, ki je 100 let starejša kot on, to me pa začelo malo skrbeti. Ne? Kako imaš ti okus, da je tako staro ženo, recimo, ti privabiš v družino. No, ta recimo se je izpostavil. Ali pa tam Boris Anovak, kaj že. Pa tale Rus, teh 75 intelektualcev, pa še kar nekaj pametnih ljudi se je na zelo nešporten način angažiralo proti Janezu Janši. Kako je to možno? Možno je, če imajo druge psihične momente, brazgotine, povezane z lastnim očetom, ala Jaša Janul, ali pa to, ko Zlatko Čordić, če imajo brazgotino v povezavi z očetom, pride do negativnega transferja a priorno, kljub temu, da imajo moralno razsojanje, dost močno, a priorno se suvajo Janševo vlado, ker tako neznosno črtijo Janšo. To je možno, sicer so pa moralno dost trdni. Brazilci, recimo, veste, zakaj so pa te stavkali? Zato, ker vlada ni sprejemala ukrepov, ampak tam niso anarhisti stavkali, ampak moralno razsodni ljudje so stavkali, češ vlada, poglej, kaj cel svet dela, sprejema ukrepe, karantene, kaj pa mi delamo? Nič. Favele so bile čist kontaminirane z covidom in so stavkali proti vladi, ker vlada ni sprejela ukrepov takih, ki jih je naša vlada pa sprejela. Ali pa srbska.
Vučić tiste Srbe je v red spravljal, jih je 2 meseca v red spravljal, pa naredijo derbi. Še korona kriza ni mimo, derbi, Crvena zvezda, Partizan, 15.000 ljudi gre na stadion. Zdaj, kaj bo, ne vem, ampak to so Srbi, ne? Mi Slovenci se ne znamo postaviti zase takrat, ko je treba, ne? Nam pizdarjo počno anarhisti, takrat, ki treba, pa tudi takrat, ki ni treba, in zdaj ni treba tega početi. In tisti, ki čutimo, kaj je moralno prav, zdaj ne smemo sesuvati vlade, pa govorim kot levičar, ne sesuvati zdaj vlade. Pustimo naj vlada, zdaj če bo dobro vladala, lahko ploskamo, samo, ko pa polje, pa bojo pa še enkrat te isti ljudje zvoljeni v parlament. Ne se hecati, te isti ljudje, ne pa dajmo jih sesuvati. Ker Janša bo dobro vladal. Vsi kazalci, mednarodni standardi v kontekstu korona krize, ne, kaže Slovenija, wow, visoko kotira. Kdo je pa šef Slovenije, oče države v tem trenutku? Ne oče naroda, oče države. Janša. Bravo Janša, in folk normalen ga bo spet zvolil, bo sestavil kar večinsko vlado. Ne samo, da bo relativni zmagovalec. In te levi, ne, pa nimajo fair playa in njih je največja groza, če so to naredili. Ker se kaže, da se bo to naredili, ker človek dobro vlada. Ja, a mu ne znaš ti roke dati, pa mu čestitati? Ker si poraženc, on je pa zmagovalec. Športa manjka tem ljudem. Športa. Ker se ne znajo športno obnašati. Ne? Zdaj, ti intelektualci, ki se vse to podpisa, jaz ne vem. Sej se malo ukvarjam s politično analitiko, ampak Janeza Janše jaz ne poznam. Vem samo, da se je popravil. V zadnjih 10 let je on drug človek. Urška Bačovnik, tega intervjuja iz Premožini nisem gledal. Ga je v red spravila. Na nek način človek se stara, postaja moder, stari 60 let. Stari ljudje so modrejši kot mladi testosteronci, polni brazgotin, revanšizma. Ne? In ta Janša ne bi uspel narediti tistega, kar je naredil kot mladi Janša, ko je skopiral tiste zadeve in bil glavni pri odcepitvi Slovenije od Jugoslavije. Ne? Takrat je tisti Janša bil dobrodošel in tisti Janša bi zdaj res počel ene stvari, ki mogoče ne sodijo v ta kulturni trenutek. Ampak tisti Janša se pa zdaj mogoče, po mojem videnju, pa popravil, dozorel, razvil čuječnost, vse je mogoče malo bolj sadističen, militanten v teh tweetih, ampak kot predsednik vlade pa ni tak. Tok neznosen, kot ga mnogi še kar vidijo kot tistega, ki je izpred 30 let. Počevalšek ali pa, ne vem, Pivčeva, ki sta to komentirala, sta rekla, da je tole pa druga pesem se bolj štima kot pri Šarcu. Po Šarcu, ki ga jaz nisem kritiziral kar a priorno. Ne? Se pravi, ti intelektualci mogoče več vejo kot jaz. Ne? In so kljub moralni razsodnosti apelirali narod ali pa, ne vem, dve desni stranki, levi stranki, ne je to kompanijo z Janšo. Ker ga mogoče več poznajo kot jaz. Pa so moralno razsodni, ker recimo jaz se imam za moralno razsodnega človeka. Če bi nekdo meni rekel, zdaj imaš pa ti edin možnost, da greš s časovnim strojem nekoga ubiti v zgodovino, pa boš tok zgodovine spremenil. Koga ubiti človeka, to je pa zavržno dejanje, to pa jaz ne bi. Ne? Koga bi bilo pa treba ubiti? Atentat na koga? Na Hitlerja. To bom pa šel. Ne? Ker Hitler je pa pobil milijone ljudi, in zdaj harmonija v družbi brez Hitlerja je bila čist druga, ali pa tudi ne. Hitler je pa zločinec. Ne? In zdaj imaš, kaj je moralno prav, da ga ubiješ? Ker je zagrešil milijone smrti. Je to moralen človek, pa naredi to gesto. Ne? Pa sem moralen, pa grem ubiti človeka s časovnim strojem, atentat na Hitlerja. Mogoče bi jaz to šel, ne? Ker je to moralno prav, pa bom vzel nekomu življenje. Zdaj teh 75 intelektualcev mogoče ve, da je Janša pa res ne vem kaj. Zdaj ta Gorazd Vmrl je neko diagnozo dajal,
dejal Janši, tako kot Slavko Zihrl, Janša ga je Zihrla tožil, ne, prvič kot psihiater, pa to moralno ni prav, da ti diagnosticiraš človeka, ki ga sploh ni smel obravnavi. To moralno ni prav. Ne, po drugi strani bi pa moral ta dva psihiatra kaj reči o Šiškotu, Zihrl je že mrtev, ne, Mravlje pa še ni, ali pa otroci, ne, tam sta pa tih kopičke. Ne. Moralno prav je, da bi tiste stvari pošlihtale, ne pa, da moš pa spoštovanje do inštitucije predsednika vlade, jo pa nimaš. Pa s tvojim moralnim razsojanjem nekaj narobe. Po vsej verjetnosti, 95% bi jaz dal roko v ogenj, da prav razmišljam. 5% je pa še vse 5% napaka. Kar pomeni, da se pa jaz v teh površinskih pogledih na Janšo kot predsednika vlade motim. Lahko, da se motim, ampak 95% bi jaz rekel, da se ne motim, 5% je pa možnost, da se motim. Napaka alfa pa mogoče delam. Ker neka Ljudmila Novak ga ima po mezincu Janeza Janšo in je rekla, s tem človekom se ne da delati. Zdaj ne vem, zakaj je to rekla. Lahko, da ima teh 75% 75 podpisnikov, intelektualcev, neko več informacij kot jaz. Ne vem. Bolj verjetno je, da imajo negativni transfer z Janšo, ne, tist potlačen transfer je čustvovanje. Zagotovo ima nekaj takega Jaša Janul, probleme z lastnim očetom, potem Janša to kasira. Zdaj, mogoče bi še tole rekel, ne, da če že govorimo o moralnem razsojanju, je moje videnje tako. To je pa tudi moj foter rekel, ne. Je rekel, desničarji so bolj ulikan, levičarji so pa bolj pokvarjen. To je moj foter rekel. Ne, tako po kmečko, ne, šloser je bil, ne. Sam je pa res, da so te levičarji hišo, ki so jo po vojni zgradili, zaplenili, ker sta dva sinova, strica moja, očetova brata, bila mobilizirana v nemško vojsko, partizani so pa to zaplenili, za kazen. Za mene fotor rekel, če ne bi pa nas pobili, njih pa še deportirali, mogoče celo družino. Pa ne bilo ne tebe, ne mene, ker bi tam v nekih koncentracijskih taboriščih ali pa nekje v Srbiji, izgnanstvu, nas ne bi bilo več, ne. Moj fotor je bil apolitičen, ne. Ampak je rekel, desni ljudje so bolj kultivirani, levi so bolj pankrti, ne. Kdo je pankrt? Tisti, ki ga oče ni naučil kozjih molitvic. Ne. Zdaj, če hočemo družbo civilizirati, je moje mnenje, da se moramo kultivirati, da se moramo držati političnega bontona, politične kulture in takrat, ko naši politični nasprotniki zmagajo, damo glavo dol in čakamo, da pride naših 5 minut. Zdaj, leva scena je pa tako pokvarjena, da z goljufanjem prihaja do bonitet. Ne? Ministrstvo za kulturo financira svoje volilno telo, moderne umetnike, ki so eni navadni lenuhi. Jaz se grem umetnost, razočarana gospodinja pri seksologu na oder, ampak jaz sem 100, 200, 300 ljudi gor spraviti na oder, ki bojo plačali 10-15 evrov, da preživim. In moram toliko dobro predstavo narediti in jo naredim. Jaz finto tudi dam veliko seksualnosti, noter veliko teorije, pa nasmejim v nulo. In potem se te predstave prodajajo. 200 predstav, to ni mači kašelj, kar najte enega, Jaša Janulje je režiser, ne, tam, AGRFT. Kar naredi ti, brez pomoči države, nekaj, kar boš lahko prodajal. Mu ne bo ratal. Pa tam ne, Dejan Babošek, moze državo in proti desničarske filme snema. Tam v imenu resnice. Je za vse privlečen film. Ne rečem ta Preboj, ki je tudi režiser. Ampak to je vse dobo financiran. Vse folk to gleda, ne? Ampak zdaj jaz bom rekel, zakaj drek mešamo z nekimi partizanskimi filmi? Ali pa z nekimi
s pravami tam. To je direkt mešanje, tematiziranje tega. Tudi tista razkritje, ne vem kaj, omizje, mi ni bilo všeč, ker smo samo še bolj sprti. Nobene sprave ne bi smeli imeti, ne. Nobene javne diskusije na to temo, ne. V sistem so pa vtkani levi intelektualci, vse podsisteme vseh intelektualnih stolčkih so levičarji in to veste, kateri levičarji. Oni, ki so bili na tistih študentskih demonstracijah od leta 68 do 72 so bile, ne. To so stari danes 70 let, ampak takrat so bili v bojnih vrstah in to so bili pritegnjeni študentje, ki sam uživali bi, ne. Ukinili bi izpite, radi bi imeli plačo, ne, UTD, plačo za študij, nič, pa ocene bi ukinili na študijo, pa dobre mrhe bi porivali. To so bili te protestniki, ki so nagomiljeni na filozofski fakultete pa v mnogih podsistemih, ne. In to moralno ni prav. To moralno ni prav. Zdaj, ne vem, če ima kdo kaj, da mi oporeka, hotel sem razložiti teorijo moralnega razsojanja skozi psihoanalizo. Moški smo tisti, ki lahko moralno razsojamo, ženske imajo svoje adute, ampak pristnega moralnega razsojanja ženske ne premorejo. Kot antifeminist naj to povem za sklep. Skoraj 1 ura je, zdaj pa še kakšna debata.